ključavnice rečemo ključavnice. Beseda ključavnica pomeni kljukasta cvetka, ker ko je ključavnica zrela, se cvet pod pravim kotom opogne, tako da steblo gre tako, cvet pa tako. To je etimologija besede ključavnica, je kljukasta cvetka. To sta vedela brata Zoisa, Karl Zois pa Žiga Zois, ki sta v svoji herbari napisala zraven te cvetke v klasični bohoričici ključavenca, torej ZH pa ključ-H-avenza. Meni bi se seveda lepo zdelo, verjetno bi bilo toplo pri srcu, če bi se prevajalec odločil za besedo ključavnice na Gorici. A je to hudo? Namreč, ja, očitno, namreč, od drugod nam usiljujejo tele druge rešitve. Ena drug tak primer je Teloh. Kurice. Ja. No, živ krst ne reče pri nas Teloh. To so kurice. Z jezikovnega vidika je spet zanimivo, da Teloh za isto stvar nastopa v jednini, kurice pa dosledno v množini. To je zasebno. In recimo, meni je bilo strašno toplo pri srcu, če bi v knjigi prebral kurice, ne pa Teloh, pa ključavnice, ne pa narcise. Ali pa oboje. Kalošče pa pravimo Tauch. Povedal, prvo stanje pri svojem. Zelo spodobiti moram. Namreč slavisti, jaz smo slaviste malo v želodcu, stalno pravijo, narečja, to so naše jezikovno bogatstvo. To je treba ohraniti. Potem pa naredijo vse, da narečja izginevajo. V zvezi z avstroslovenizmom, poprostite, da vam usiljujem to izraz, če vam ni všeč, ga kar podložite, tam v smetnak, kako ste šli ven, pa ga ni treba upoštevati. Ampak zanimivo je to, namreč, kako je nemški in kako sta nemški in slovenski element skozi vso zgodovino lepo soživela in se sooplajala. A je kdo napisal lepšo pesem v slavo Triglavu kot Rudolf Baumbach? Dir Mecher Triglav gilt mein Lied, mein Grüßen. Drei Häupter hebt so trotzig in die Höhe. Wie jener Gott, nachdem sie einst sich hießen, und jedes trägt ein Diadem von Schnee. Ich bin umstarrt von 100 Bergesriesen, wenn schwindelnd ich auf deinem Scheitel stehe. Es lacht ein Grüngelenk zu meinen Füßen, mich grüßt Italien und die blaue See. In deinen Klüften wohnt die graue Sage, es klingt ihr Sang so trüb und doch so traut wie eines Mädchens leise Trauerklage. Und was sie mir, dem Wanderer, einst vertraut, sei zur Erinnerung an vergangene Tage, erzählt in meiner Muttersprache laut. To je prevedel, nisem jaz napisal. Ampak zrecitiral. To je prevedel Anton Funke po slovenščino. In bom tudi slovenski prevod prebral, povedal bi pa dve stvari v tej zvezi. Mene bi veselilo, če bi Helmut Teisel v svojo knjigo tudi malo več pesništva dal, tako kot Kubi v svojo. Ta sonet, ki sem ga zdaj izrecitiral, je v tej knjigi, Funker Godrega Triglav. In druga stvar, seveda, prevajalec bi se lahko z avtorjem zmenil, da bi slovensko izdajo malo priredil za Slovence. Zakaj pa ne bi v slovensko izdajo Fundkov prevod natisnil?
Zdaj, ena stvar je mečkano nerodna. Za fund, ko so se za hrbtom včasih malo smejali. Ampak jaz mislim, da neupravičeno. Če noben drug ni prevedel tega salita, da ga samo funte, pa je ta prvat imamo in bodimo z njim zadovoljni. Lahko nismo zadovoljni, ampak sam neč ne parkiramo. Vam bom prebral Vam bom prebral še funtov prevod tega istega soneta. Pozdravljen mi srčno, Triglav čestiti. 3 glave dvigaš drzno do neba, kot Bog, čigar imeti je nositi, in vsaka nosi krono od snega. Molče orjaki z Rome v let zaviti, kadar na tebe mi srce igra. Italija pod menoj v sončnem sviti pozdravlja me in sinji val morja. V prodolih žije pravljica ti siva, tako otožno in tako ljubov, kot bi tožila deva ljubezniva. In glasov njenih vzdihanje britko, iz pesmi moje naj mehko odziva, moj spev spomin preteklih dni naj bo. No, Funtek se je provozil kakšno licencijo poetiko, ne? Recimo, kaj so ti prodoli? V prodolih žije pravljica ti siva. Nekaj pomeni, no. Ampak ravno tehnični termin za alpinizem pa ni. Zdaj, ko Adrian že ne uro gleda, bom pa končal z odlomkom iz nekega spisa, ki sem ga napisal za neko drugo knjigo, vendar se popolnoma, upam se trditi 100% ujema tudi, ali dobro služi tudi za Helmuta Tajsa knjigo. Ta odlomek se glasi takole. Popeljal je med nas, v tem primeru Helmut Tajsa, popeljal je med nas slavnostni sprovod gorskega veličastja in mu kot njegov svečenik z duhovno obrednostjo vdihnil staro načelo nazaj k naravi. Umetniško prepričljiv je postavil na oder večnostno igro narave skozi poletje in zimo, od najglobljega dolinskega dna do nebesnih vrhov. Pregnal je zatohle mestne sence in nalil v gledalčevo srce pravitno luč zgora. Umetniku je dan globlji uvid in dani so mu pripomočki, da s svojim globljim uvidom plemeniti in očiščuje svoje sopotnike. Po teh in takih sadovih je prepoznan. Dober dan, radost življenja. Grüß Gott, Lebensfreude. Schönen Dank, dass das Abend von Paros in das Lied Tremudo. Aber se bil dober čas. Intermezzo, eno na račun Triglava bi še radi, bi še rekli, eno pite. Das ist so, ja. Stanko hat gesagt, dass der Triglav, das mit den 3 nicht stimmt. Der Triglav hat natürlich von einer Bedeutung, also vom Namen her, könnte er 3 Gipfel haben. Ja? 3 Gipfel. Triglav bi po svoji besedi imel lahko 3 vrhove. Falls Sie es noch nicht entdeckt haben, ich möchte jetzt bei Ihnen etwas Bleibendes verankern. Jaz bi pa rad zdaj s to sliko nekaj usidral v vaših glavah, wovon Sie sich dann künftig schwer lösen können. Od česa se boste bolj težko ločili. Wir haben vom Tosk haben wir entdeckt, dass der Triglav ein schlafender und steinerner Riese ist. Z Toška smo opazili, da je Triglav pravzaprav speči velikan. Wenn Sie jetzt dieses Gesicht so anschauen,
dann sehen Sie hier die Augen, die Nase und den Mund. Тоест, с тега видика видите ту образ, очи, нос и два уста. Jetzt kann man natürlich sagen, der Deisel ist verrückt, der sieht da alles, das ist bei Fotografen so, dass sie überall etwas sehen. Da boste rekli, da je Helmut Deisel kot fotograf malce nor. Aber wie überrascht waren wir, dass wir von der anderen Seite, von der Krelavica, dasselbe Gesicht und sogar seitenlichtig gesehen haben. Bili smo pa zelo začudeni in presenečeni, ko smo tudi z druge strani, torej s gledalice, videli. Das sieht man jetzt nicht so, weil es so dunkel ist, es ist ganz früh am Morgen. Aber wenn Sie dann zu mir herkommen, dann sehen Sie, dass das hier genauso eine Nase, ein Augen, ein Mund ist. No, če se boste bolj to blizu pogledali, boste tudi videli, da gre tu za oči, za nos in pa za usta. Auf der Nase sogar einer mit einer Taschenlampe. Na nosu malce sveti, no? Das heißt, es sollten die Slowenen schon etwas vorsichtig sein, mit der Taschenlampe dort hinaufzugehen und vielleicht auch diesen schlafenden Riesen aufzuwecken. Aber das möchte ich gerne bei Ihnen verankern, damit, wenn Sie den Trigger von irgendwo sehen, Sie werden immer dieses Gesicht sehen. Man kann sich nicht mehr davon lösen. S to informacijo boste to imeli v misli in tega ne boste več mogli odresti. Das möchte ich Ihnen mitgeben. To še na pot. Knjiga je zdaj že tu, zunaj jo lahko podobite za žurnaliste. No? In to zdaj z naše strani hvala lepa za pozornost, malce je trajno, ampak mislim, da smo prišli malce globlje, to gorovje mimo samo